Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Organizirali ste novinarsko konferenco, na kateri ste predstavili svojo vizijo v vaših letih županovanja. Eno pomembnejših obvestil, ki jih je dobila občina Kranjska Gora, je prav gotovo reševalno vozilo, za katero je prispelo sredstva Ministrstvo za zdravje. Ja, nujno reševalno vozilo je res nujna pridobitev in tudi odlična pridobitev. To je rezultat prizadevanja osnovnega zdravstva Gorenjske in občine Kranjska Gora. Na ta način se bo precej skrajšal čas reševanja. Nujno reševalno vozilo bo v Kranjski Gori prisotno vse dni v tednu in sicer stalno ekipo diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega tehnika. Zdravnik pa bo prisoten po potrebi, po oceni situacije. Ostaja pa še vedno turistična ambulanta, ki bi razbremenila te dve zdravnici, ki sedaj delata v zdravstvenem domu v Kranjski Gori. Ja, vzpostavitev turistične ambulante pa je prizadevanje občine Kranjska Gora. To bo tudi financirala občina Kranjska Gora, za kar ima v proračunu za leto 2024 tudi zagotovljena sredstva. Vzpostavitev turistične ambulante bo precej razbremenila sedanji naši dve zdravnici, ki sedaj poleg, naših občanov imata zraven obravnavo še kar precej turistov in nujnih zadev. Omenila pa ste tudi občinski prostorski načrt, ki je nujni dokument skoraj za vsako občino. Ja, občina Kranjska Gora je ena izmed redkih občin, ki tega strateškega prostorskega dokumenta še nima sprejetega. To se sprejema že kar dolga leta in naš cilj je, da se ga sprejme v najkrajšem možnem času. To seveda žal ne bo v mesecu ali dveh, ampak bo vseeno verjetno potrebno kar leto in še nekaj. Potrudili pa se bomo, da bo ta občinski prostorski načrt sprejet kar se da hitro. Občina Kranjska Gora je občina, ki živi v turističnega gospodarstva, obenem pa se v Kranjsko Goro zgrinjajo masa ljudi, ne samo v počitnicah, temveč tudi ob koncu tedna, zato so potrebna parkirišča in pa nova parkirna hiša. Ja, Kranjska Gora je res priljubljena destinacija tako za daljše časovno obdobje kot tudi za dnevne obiskovalce. Parkirišča so v Kranjski Gori potrebna. Moram reči, da naš cilj ni, da bomo vse zelene površine spremenili v parkirišča, ampak bomo skušali najti rešitev, morda tudi z vzpostavitvijo kakšnega parkirišča na degradiranem območju nekje na začetku naše občine v sodelovanju z občino Jesenice in potem obiskovalce z javnim prevozom prepeljali v Kranjsko Goro. Sama izgradnja parkirne hiše pa je projekt, ki ga je začel že bivši župan. To se mi zdi pravilno, ker prav je, da pridemo do dokumenta. Sama izgradnja parkirne hiše pa mislim, da bo za to potrebno sprejeti odločitev. Moje osebno mnenje je, da bi z sofinanciranjem z evropskimi sredstvi parkirna hiša bila ekonomsko upravičena, da bi jo pa to gradila občina Kranjska Gora, pa bo potrebno pač bistveno bolj premisliti glede te odločitve. Kranjska Gora je v zadnjih 10 letih vedno bolj pozidana. Zato bo zelo težko ohranjati kmetijske površine, vsaj tiste, da bi na njih pridelovali lokalno hrano. Ja, pritisk na Kranjsko Goro strani pozidave je res velik, ampak prav to se bo uredilo z občinskim prostorskim načrtom. Definitivno bo kmetijska zemljišča potrebno ohraniti, to jih ščiti že sam zakon o kmetijskih zemljiščih, kar tako kmetijskega zemljišča ni možno pozidati. In zavzemali se bomo pa, da se bo na tistih kmetijskih površinah obdelovalo, pridelovalo lokalno hrano in tako naprej. Zato bo tudi ustanovljena posebna komisija oziroma odbor za kmetijstvo, da se bo lahko prisluhnilo potrebam kmetov in kmetijstva.